V Sloveniji vemo, da beležimo še vedno visoko incidenco raka materničnega vratu. Leta 2003 je zaradi raka materničnega vratu zbolelo kar 208 žensk. Vedno se vprašamo, kako to, da je zbolevanje zaradi raka materničnega vratu v Sloveniji kar precej višje nad evropskim povprečjem. Tisto, kar je seveda pomembno, je to, da se v Sloveniji še vedno premalo žensk zaveda, kako nujno potrebni so redni ginekološki pregledi, predvsem ženske nad 50 let. In seveda ob tem se vprašanje takoj postavlja o preventivnem cepljenju proti raku materničnega vratu oziroma okužbam proti nekaterim HPV. Zagotovo moramo vedeti, da je preventivno cepljenje edini in najpomembnejši način za preprečevanje večine rakov materničnega vratu in da je seveda zelo prav, da so tudi naše deklice vse po možnosti deležne te zaščite v določeni starostni skupini in ne nazadnje, da je seveda tudi rutinsko cepljenje že poteka ali bo potekalo v kratkem v večini evropskih in pa seveda tudi ameriških držav. Ob tem bi rada poudarila še to, pogosto me sprašujejo, kakšno je moje mnenje o tem, da v določenih občinah je omogočeno deklicam, da bodo cepljene. Jaz kot zdravnica in kot ženska zelo pohvalim to dejavnost, zato ker se moramo zavedati, da več deklic, ko bo cepljeno, bolj uspešna bo naša zaščita pred rakom materničnega vratu in hitreje bomo prišli na zaželjeni cilj. Kako se lahko okužimo s humanimi papiloma virusi? S humanimi virusi papiloma se najpogosteje in najbolj enostavno okužimo z spolnimi odnosi. Pogosto ženske sprašujejo, kdaj so se okužile. Pri tem je zelo pomembno poudariti, da gre lahko za okužbo, ki je se pripetila, se dogodila pred mnogimi leti. Poleg tega je potrebno vedeti, da se lahko okužimo, čeprav manj pogosto, tudi na nespolni način. Možen je prenos z matere na novorojenca, nenazadnje pa se povsem hipotetično v zadnjem času navaja kot možnost prenosa tudi preko kirurških inštrumentov, kirurških rokavic in podobnega materiala. Vemo tudi, da se lahko okužijo tudi otroci, predvsem z samoprenosom. Nenazadnje pa moramo pri primerih, ko ugotovimo recimo genitalne bradavice, pri otroku pomisliti tudi na spolno zlorabo. Ali je uporaba kondoma zadostna zaščita pred okužbo s humanimi papiloma virusi? Uporaba kondoma ni 100% zaščita, ko govorimo o okužbi z humanimi virusi papiloma. To vprašanje se pojavlja zelo pogosto. Pravzaprav takoj v nadaljevanju moramo poudariti, da pa vendarle zelo priporočamo uporabo kondoma. Ne kot zaščito proti humanim virusom papiloma, 100% zaščiti, pač pa predvsem proti ostalim spolno prenosljivim okužbam, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Kdaj in za koga bo cepljenje brezplačno? Cepljenje bo brezplačno. Po vsej verjetnosti, zakaj pravim po vsej verjetnosti? Zaradi tega, ker še točno starostna skupina ni določena. Najverjetneje bodo to deklice med 11 in 12 letom. Morda bomo za začetek uspeli tudi pridobiti soglasje za cepljenje deklic med 12 in 15 letom, ampak to je še vprašljivo. Najverjetneje bo to določena starostna skupina in zelo verjetno med 11 in 12 letom. Kako bo s cepljenjem deklic, ki bodo starejše? Deklice, ki bodo starejše, se pravi izven
te starostne skupine, ki bo določena za to prvo cepljenje brezplačno, bodo lahko cepljene seveda edino le proti plačilu, se pravi na samoplačniški način. Bo cepljenje obvezujoče za starše? Mi ne govorimo radi o obveznem cepljenju zaradi tega, ker že ime obvezno cepljenje sili k temu, da nemalokrat ljudje rečejo, kar pa je obvezno, ni nujno, da se s tem strinjam, lahko sem tudi proti cepljenju. Obvezno cepljenje zato nekako ne radi uporabljamo kot izraz. Cepljenje bomo priporočali kot rutinsko cepljenje ali kot del državnega programa. Seveda pa se bodo starši za svojega otroka lahko odločili tako, kot se bodo želeli. Pri tem seveda pa velja poudariti nekaj, da le precepljenost deklic v primeru visokega odstotka, se pravi 75% ali 80%, pomeni tisto učinkovito preprečevanje večine rakov materničnega vratu v Sloveniji. Kdaj je cepivo najučinkovitejše? Cepivo je najučinkovitejše pri deklicah, ki še niso imele spolnih odnosov. Se pravi, tja povprečno do starosti nekje 15, 16, 17 let, ko z spolnimi odnosi deklice pričnejo. Za katero starostno obdobje žensk so znani rezultati raziskav? Rezultati raziskav so znani za starost žensk oziroma deklic med 9 in 26 let. Znani so tudi podatki o imunogenosti cepiva za dečke med 9 in 15 letom. Ali je cepljenje priporočljivo tudi za ženske, ki presegajo starost, za katero je registrirano cepivo? Pri odgovoru na to vprašanje upoštevamo mnenje svetovne javnosti oziroma tudi že napisana, zelo dobro napisana priporočila kanadskega ministrstva za zdravje, ki pravi takole. Cepivo je v resnici registrirano oziroma raziskave so potekale do starosti 26 let, vendar pa ni nikakršnega strokovno podprtega dokaza, da ne bi bilo cepivo koristno ali imelo dobrobit tudi pri ženski, ki je stara 27 let, 30 ali več. Se je potrebno pred cepljenjem testirati na prisotnost humanih papilomavirusov? Ne, to vprašanje je zelo pogosto. Mi moramo vedeti, da nimamo ustreznega testa, s katerim bi določili, za kateri genotip v primeru okuženosti z HPV gre. Vem, da ženske zelo dobro poznajo test HPV, ki pa v resnici določa le enega ali več od 13 visokorizičnih genotipov HPV. Se pravi, da mi dobimo izvid testa HPV, ki je lahko ali pozitiven, se pravi virusi so prisotni, ali negativen, se pravi virusov ni. Mi pa ne vemo, za katerega od genotipov HPV gre v primeru pozitivnega izvida. Kako je s cepljenjem ženske, ki ima test o prisotnosti HPV pozitiven, je priporočljivo ali ne? Zopet bi se vrnila na svetovna in pa na kanadska priporočila glede tega vprašanja, predvsem zato, ker gre za zelo specifično vprašanje. Tudi v primeru pozitivnega testa HPV pri ženskah priporočamo, predvsem če so stare do 26 let, kot so izsledki raziskav, cepljenje. In to zato, ker je v raziskavah o cepivu bilo ugotovljeno, da je približno 73% žensk bila glede HPV negativna. V 23% je bil ugotovljen pozitiven
test HPV, vendar pa pri 3/4 od teh žensk je bila ugotovljena okuženost le samo z enim genotipom HPV. Če še dodam podatek, da z vsemi 4 genotipi HPV je bilo okuženih le 0,1% vseh žensk. Povzroča cepivo neželene učinke? Vsako cepivo, vsako zdravilo ima določene neželene učinke. Ko govorimo o 4-valentnem cepivu, ki ščiti pred okužbo z HPV 16, 18, 6 in 11, moramo poudariti, da so stranski učinki, ki so prisotni, nastanejo predvsem lokalno, zaradi cepljenja samega, se pravi v obliki bolečine, rdečine, malenkostne nelagodnosti, kar pa seveda, ko je oseba cepljena, povzroča pravzaprav vsako cepivo. Pri tem moramo tudi vedeti, da so vse te spremljajoče težave, ki so se pojavile, bile le zelo blage ali samo zmerno izražene. Ko govorimo o stranskih učinkih, poudarjamo oziroma povejmo, da se je pojavila temperatura povišana, nekoliko povišana, vendar razlika med skupino, ki je dobila cepivo, in skupino, ki cepiva ni dobila, je bila samo 1,5%. Drugih resnejših sistemskih stranskih učinkov pa ni bilo. Ni bilo nobene razlike med skupino z cepivom in pa placebom. Pojavljali so se ti stranski učinki enako v eni in drugi skupini in to približno 0,01%. Je cepljenje sploh kdaj prepovedano? Cepljenje je prepovedano. V primeru preobčutljivosti na kvasovke, vemo, da cepivo je zgrajeno na osnovi kvasovk, zato v primeru preobčutljivosti ne priporočamo cepiva. Cepiva pa tudi ne priporočamo ženskam, ki so noseče. Kako ravnamo v tem primeru? To je zelo pogosto in pomembno vprašanje. Če ženska zanosi med tem, ko je že dobila recimo prvi odmerek cepiva, potem z nadaljevanjem cepljenja počakamo po končani nosečnosti. In še tisto, kar je zelo pomembno, če bi prišlo do nosečnosti, v tem primeru splava ni potrebno napraviti. Kakšna so navodila, ko gre za odvzeme brisov materničnega vratu po cepljenju? To vprašanje je ravno tako zelo pomembno, namreč vedeti moramo, da cepivo ščiti pred približno 70% vseh rakov materničnega vratu, kar seveda je zelo veliko, ni pa 100%. In seveda tudi tiste ženske deklice, ki bodo cepljene, morajo vedeti, da presejanje za raka materničnega vratu ostaja tudi za njih, tako kot za vse ostale ženske, se pravi, glede na splošno sprejeta priporočila. Kako je s sočasnim cepljenjem proti drugim virusom? Raziskave so bile opravljene s sočasnim cepljenjem proti hepatitisu B in ni bilo nikakršnih stranskih sopojavov. Edino, kar pri tem upoštevamo, je to, da cepljenje izvršimo na 2 različni mesti. Kdaj lahko pričakujemo prve rezultate cepljenja? Prve rezultate cepljenja pri mladih ženskah lahko pričakujemo že približno po 2 do 3 letih, in sicer v obliki zmanjševanja začetno patoloških sprememb materničnega vratu ali pa genitalnih bradavic. Nekje po 5 oziroma znotraj 5 do 7 let pričakujemo že zmanjšanje hujših predrakavih sprememb in pa seveda vseh drugih sprememb, recimo hujših predrakavih sprememb zunanjega spolovila, nožnice. Nekako po 10 letih pa naj bi se kazali že učinki na zmanjšanju števila bolnic z rakom materničnega vratu, seveda tistih, ki bodo cepljene. Kako je s cepljenjem za ženske, ki so se že zdravile za rakom materničnega vratu in so trenutno zdrave?
Tudi to vprašanje se mi osebno zdi zelo pomembno. Morda bi ga še razširila na vprašanje, kako je pri ženskah, ki imajo patološke brise, ki so bile že zdravljene zaradi predrakavih sprememb ali celo zaradi raka materničnega vratu. Pri tem seveda kot ginekologinja ne morem mimo tega, da ne bi opozorila na to, da je seveda pred cepljenjem potrebno izključiti bodisi resnejše patološke spremembe v primeru patoloških brisov materničnega vratu ali ponovitev predrakave spremembe v primeru, da je bila ženska že zdravljena zaradi teh sprememb in da o raku materničnega vratu niti ne govorim. Se pravi, če mi smo ugotovili, da resnih bolezenskih sprememb pri teh ženskah ni, potem se lahko odločamo za cepljenje. Namreč, zakaj razmišljamo tako? Zato, ker zopet cepivo ščiti proti 4 genotipom HPV, se pravi HPV 16, 18, 6 in 11. In kot smo že rekli, večina žensk, če je okužena samo z enim genotipom in seveda cepivo nas ščiti proti ostalim trem.